sporočilo našega člana, ki nam je v društvu poslal pismo, kjer ugotavlja vse mogoče anomalije v tem času, niso brez naključij. In moram reči, da sem zelo z zanimanjem, velikim zanimanjem prebral to njegovo pismo, ki ga je poslal nam, in takole pravi: "Ravno čakam, da poneha snežiti in se bom lahko dokončno spustil v boj s snegom, ki prav veselo naletava." To je v času, ko je padel sneg. V tem času sem pač malo surfal po straneh Balkana, saj iščem neki čim bolj ugoden kanal za nabavo določenih izdelkov iz bakra, kajti v Sloveniji so cene poletele v nebo. Slovenci pa res ultra pretiravamo, saj imamo za preko 80% višje cene, kot so v Srbiji, čeprav bi naj bile upoštevane dnevne borzne cene. Sam pa ob tem iskanju teh izdelkov sem naletel na en skrajno zanimiv prispevek, katerega pa moram resnično takoj pokomentirati in poslati v eter, saj se dejansko dotika vseh nas, še prav posebno pa dotično nas, ki smo ukleščeni v to prekleto EU asociacijo zla, ampak dobesedno. Čisto normalno, tiktakajoč človek enostavno kar ne ve, kar ne more verjeti, kako negativno in skrajno destruktivno je naravnana ta kriminalno, genocidno, satanistično, pedofilska EU politika bruseljskih parlamentarcev, in to na vseh možnih nivojih. Se opravičujem, ampak jaz resnično ne vem več. Počasi tudi razumem ne več, oziroma vsaj čedalje manj, kako lahko ljudje sploh sprejemajo tovrstne kontraproduktivne odločitve. Ma pride mi naprej nekako tako, kot da so vsi tamkajšnji parlamentarci bodisi na več kot vprašljivih opojnih sestavinah, oziroma to sploh niso nikakršni ljudje v pravem pomenu besede, ampak nekakšni umetno generirani kloni z implementiranimi programskimi čipi, ki jih je tja postavila neka nečisto jasno definirana sila iz ozadja v smislu sivih eminenc. Bom zavestno še malo bolj abstrakten. Recimo ta golazen, ki nam v resnici vlada, čeprav nam dejansko postavlja navidezne vladarje, marionete, da ti odločajo po njihovih navodilih, le še zgolj v škodo narave in pa ljudi, kot tudi življenja nasploh. Jaz enostavno ne morem več verjeti, da lahko tam pozicionirani ljudje delujejo sploh tako ultra destruktivno, kajti imajo sami svoje družine, imajo sorodnike, prijatelje in tako naprej. In se tudi oni nesporno prehranjujejo s to popolnoma isto hrano, pijejo isto vodo, vdihavajo isti zrak in na koncu koncev tudi zbolevajo in umirajo za popolnoma enakimi boleznimi, kot pa masovna populacija, kateri vsaj navidezno vladajo. Ma pazi, tukaj pa nekaj res in nikakor ne more štimati. Daj zamisli se, ker deležni smo resnično toliko vsemogočnih anomalij, da takega obsega negativnih naključij enostavno ne prenese noben matematični izračun, niti pri Butalcih ne. Priča smo tolikim nenormalnim odločitvam, ampak glejte, čisto vse v škodo, da vsega tega ne moreš podpirati, pa če tudi si še tako naiven ali zabit, kajti šele vsaj toliko, kolikor toliko normalen. Če upoštevamo tudi to, da ima absolutna večina tamkajšnjih parlamentarcev recimo fakulteto, izobrazbo in pa nek povprečen IQ med 95 in 105, tako kažejo seveda statistike, čeprav seveda obstajajo redke izjeme, ter resnično nemalo njih je celo nosilcev najvišjih akademskih naslovov, mislim, da okoli 30% v bruseljskem oziroma v parlamentu. No, gledamo tako ali drugače, ta neizpodbitna dejstva, ki so podprta z uradnimi številkami, dejansko povedo vse.
celo še tisto, kar ne bi bilo potrebno. Da boš lahko potegnil malo bolj logično vprašanje ali pa zaključek, je ta uvod bil resnično potreben. Saj se postavlja veliko več vprašanj, kot pa lahko dobimo odgovorov. Sedaj pa k perečemu bistvu. V tem srbskem prispevku, ki sem ga omenjal na začetku, sem zasledil, da je letošnjega leta dalje prepovedana uporaba bakra v agronomiji. Je pa zato podaljšana veljava uporaba glifosfata. Sedaj pa si zamisli sledeče. Ta neverjetni dar narave, ki se imenuje baker in tudi dejansko znanstveno dokazano bogati zdravi zemljo, tudi za izdelavo poljedelsko-agrarnega orodja je namreč najbolj primeren in res v vseh pogledih absolutno najboljša izbira poleg zlata, so prepovedali. Najhujši možni strup pa so več kot očitno še kako forsirali. In so forsirani strupi, beri, vsi so dobrodošli. Bolj strupen, bolj dobrodošel. Saj jasno dokazano ne zastrupljajo zgolj samo zemlje kot takšne, temveč generalno uničujejo tudi mikrofloro pri človeku in živalih, pa povzročajo težke degenerativne bolezni, vsemogočne mentalne motnje, negativen vpliv na optimalno delovanje kognitivnih sposobnosti ter spomin. Ampak to še zdaleč ni vse, kajti ravno glifosfat je legaliziran povzročitelj raka številka 1. Praktično čisto vsa hrana plus voda je kontaminirana z njim, bodisi direktno, bodisi indirektno. Sedaj pa se zamisli in čisto resno vprašaj, ali je to naključje vseh naključij, ali pa resnično zelo skrbno in res izjemno načrtno zastrupljanje, beri uničevanje narave in ubijanje ljudi kot depopulacija na vseh možnih nivojih. Ali pa še bolj primerno je vprašanje, kdo pri hudirju so sploh te kreature, ki vsaj vizualno izgledajo kot ljudje. Na koncu pa si zastavim še ključno vprašanje. Ali so morda vse te tako imenovane teorije zarote resnično kruta realnost? No, ne vem. In težko karkoli rečem, saj nimam vpogleda v to mračno zakulisje, ampak vse skupaj pa smrdi in to zelo. Zato menim, da bi teorije zarotnikov znale še kako popiti vodo, kajti tam, kjer je dim, je namreč tudi ogenj. Pa je to komu sedaj všeč ali pa tudi ne. Primarni problem današnje populacije je v tem, da enostavno premalo bere oziroma premalo sledi odločitvam političnih garnitur. Ampak to predvsem zato, ker je vpeta v čisto borbo krutega preživetja. Res je kruto. Povrhu vsega pa je intelektualno gledano tudi skrajno nazadovala in vse znanstvene raziskave to nesporno potrjujejo. Če bi bila peščica nas kritikov, to smo mi vsi v neki meri, bi jim to navidezno pasivnost morali upoštevati kot direktno opravičilo, saj so dejansko resnično nemočni. Čeprav mi preostali radi kdaj pa kdaj izrečemo tudi kakšno kritiko na račun mase, za katero pa nisem tako prepričan, da je upravičena. Še več, mislim, da jim delamo celo krivico, kajti če nekdo ni v stanju nečesa procesirati in povezovati dejstev ter dojemati celotne teže problema kot takšnega ter uvideti posledic, ki bodo rezultirale iz samih vzrokov in tudi nesporno sledile, potem so prav sleherna naša pričakovanja ne samo odveč, ampak celo popolnoma nerealna, žal in na žalost. V metafori bi lahko mirne duše rekli, se sploh ne gre več čuditi, če so že vse zdavnaj odpeljali vsi vlaki, na katerih so sedeli potniki povprečnega intelekta in vsaj koliko toliko logičnega razmišljanja. Dejansko res pojma nimam, kam to vse skupaj vodi, ampak intuicija mi pa vseeno pravi, da nikamor drugam, kot pa sam pekel direktno, beri na pogorišče zgodovine. Lepo te pozdravljam, Leon.
Dragi Leon, to tvoje pismo, srčna hvala, fantastično.